Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Predsednik SDS Janez Janša, to je tale mož, v pismu premierju Borutu Pahorju, temu stricu, predlaga, da se resno posvetimo uskladitvi zavezujočega pisnega sporazuma o partnerstvu za razvoj 2+10. Na odprto pismo se je premier Borut Pahor že odzval in izrazil željo, da nadaljujejo pogovore o partnerstvu, ki so jih prekinili februarski zapleti v državnem zboru, ki so močno porušili medsebojno zaupanje. Svoje mnenje o pobudi pa sta izrazila tudi drugi človek stranke SD Patrik Vlačič in predsednik stranke Zares Gregor Golobič. Pri partnerstvu predvsem pričakujem, da tisti, ki partnerstvo ponuja, se tudi partnersko obnaša. Do zdaj ni bilo tako. Tako da predpogoj za partnerstvo je partnerski odnos. V tem smislu mislim, da je ta pobuda predvsem neka PR-ovska predvolilna gesta, kot bi rekel vodja Zbora za Republiko Virant, da je bila druga republika samo PR-ovska gesta, je tudi to zdaj neka PR-ovska gesta, ki ni mišljena resno in predvsem ni pripravljena pripoznati politiki omejeno mesto, ki ga ima. Ko je na kongresu SDS Janez Janša predstavil 10 ustavnih sprememb z reformo sodstva na čelu, so opazke letele na sedanjo vlado, ki da na tem področju nič ne dela. Minister za pravosodje Aleš Zalar seveda meni drugače. Vlada je v svojem normativnem programu za leto 2009 sprejela odločitev, da se gre v ustavne spremembe, res pa, da se gre v spremembe na področju pravosodja. In Ministrstvo za pravosodje je v zvezi s tem ves čas vodilo inicijativo v sodelovanju z Uradom predsednika Republike o pripravi teh ustavnih sprememb, tako da smo ravno včeraj tudi formalno imenovali skupino ustavnopravnih strokovnjakov, ki bo zdaj poskušala preveriti strokovni konsens o morebitni spremembi ustave v tem delu. Po mnenju opozicije ter dela civilne družbe, novela zakona o policiji daje policistom večja in bolj represivna pooblastila. Na kritike se je odzvala tudi ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal. Povej, Katarinca. Ni potrebe za bojazen. Zakon in spremembe zakona so naravnane tako, da gre za večjo varnost posameznikov, ki se znajdejo v teh postopkih. To, kar SDS ves čas zavaja, je, da se vsebinsko nova pooblastila sprejemajo. Se ne. Take možnosti pregledov so policisti že imeli, zdaj jih samo bolj specificiramo in povemo, kakšne vrste pregled je v določenem primeru primeren. In tukaj gre za to, da policisti lažje, hitreje lahko odvzamejo drogo, bombe, pištole in druge nedovoljene predmete, ki jih osebe nosijo. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V četrtek so v Menzi pri Koritu nastopali Banjaluški Sopot. Poleg glasbe z prejšnjega albuma smo lahko slišali tudi nekaj z novega albuma Equilibrium, ki ga je zavest predstavil Peter Topalović. 10 songs on the album. We recorded it like in a homemade studio in Banja Luka, but then we went with the tracks in Lyon in France in the studio of Shouting Effects and mixed the album. With this mixed material we came back to our home and our friend Tiki did the mastering, and now before 2 days we got the CD, so now we're starting to promote it. Včeraj je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma nastopila mehiška diva Laila Downs. Poglejmo si delček koncerta. Še vreme? Zunaj je lep dan, zato droge, bombe in pištole raje pustite doma. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Nasvidenje.